The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, me že kurca, tako da danes bom drugače začel. Ups, se upravičujem. Pozdravljeni piškotki. A to si zapisal? Ja, to si mogel zapisati. Evo, danes bo s Petro se rekla, da bo malo bolj hitra. Oba dva sem imela kar pester vikend. Mene ni bilo v Ljubljani, Petre tudi ne. Tako da lahko kar začneva. Ti si začela z tole pauzico tvojo. Ja. Čak, najprej. Tale kolo v zadju je za gospoda, ki ga danes pride iskat, se pravi Niš, Legend, Ultegra, Ceramic Speed, Bottom Bracket in tale OSPV, Črna veriga. Črna na konc, veriga. zdaj, ki sem ga šel vam pofotkat, mi je čedalje bolj všeč. Tako da to je to, tisti, ki hočete si custom bike naročiti, pridite mem. Se pravi, vse od A do Ž, kakšne zračnice so not, kakšen trak, ne vem, praktično čisto vse od dolžine gonilke, vse gremo čez, tako da res dobite bike tak, da je direkt za vas narejen. Kar se pri Nišu tiče, pol še barvo si tudi čisto sami izberate, medtem če hočete pa kjerkoli drug kolo, tam pa pomagamo pač dobiti ponudbo. Logično, če je dobra cena za vas, pol verjamem, da te pri nas naročili. Tako da, to je to. Dobil sem tudi danes še tele vrečke, ki grejo polka v nahrbtnik. Tako da v mailingu v tem tednu boste videli, nad kakšnim naročilom dobite v bistvu to gratis zraven. Drugače jih bo dal pa tudi kupiti, par evrov bo prišla ta vrečka in to je to. Bo pa gor pisala approved, cycling culture, cycling community pa let's ride. Tako zelo namejhan, bojo črne z belim napisom in ja, dubl smo še nekaj za sprobati. Menjo še nisi dal te vrečke. Se ni skupila. Joj. Še kupovat moram pre tebi. Se to. Tako da ja, če kdo hoče pa stestirati, se pravi Legend ali pa moj bike, pa isto, sam pište. Moj kolo bo pa prisilno, če dobim, če je kdo od vas visok, tam okrog 180 cm, pa bi ga rad sprobal tako malo za dlje cajta, se pravi, ga dam za 1 teden do 10 dni, zato ker jaz rabim pauzo si vzeti in tako bom primoran biti brez kolesa. Vam ga dam za domov, se voste, se pravi, sam pol bo treba čist na kratko odgovoriti na par vprašanj, zato da vkleše folk na podcastu, da boste vsi pač videli, a je kolo tudi temu, ki ga je vozil, bil v redu ali ne. Imam pa še ene dva pogoja. Se pravi, prvi pogoj je, da si naredil na let vsaj 5000 km, se pravi, da se nekaj voziš, pa da imaš zdaj kolo dražji od 5 jurjev. Se pravi, nekdo, ki bo prišel, pa ima zdaj zelo švoh kolo, za moje pojme ni glih, ko bi rekel, ta prav testen zajček za testirati, ker temu bo itak zelo dober bike. Bolj je meni važen, da unka ima zdaj, ne vem, S-Worksa, Dogmo, Colnagota, kaj sem, neki od teh bajkov, ki so mal višjega cenovnega razreda, pa da on pač se zapele in da pač pove, a mu je v redu ali ne. Tako da bo nekje taka primerjava, ki bo v redu. In če je kdo tak, mi lahko pišete ali na Instagram, kamorkoli. Je pa, se pravi, sem visok 180, tako da nekako za to višino je kolo narejen. A je v redu to? Ja, super. Mi je všeč. Ja, škoda, ker nisem tako velika. Ja, saj si, koliko si ti? Ja, 76. Ti bi rabil, pri tebi je problem, ker ti je predolg. Ja. Ja, Končno nekaj, ki mi je predolgo. Joj. No, vse, če je predolg, mogoče bi ga povsem sprobala. Dej ti, povej, tebi se vidim, da že malo blede zdaj, ker nimaš treningov. Ja, pišu, zdaj sem pa že 4 dni, nisem bila nič na kolesu, danes je 5. dan.
Vmes sem šla v Belgijo, k Maticu, k sinu mojemu, gledala tekmo košarkaško, fenomenalno, veliko je igral, dobra tekma je bila, Belgijo so zmagali so. Res tam je to cel spektakel, to je cel šov, to je cel žur, tam cel mesto živi za ta klub in je res bilo fenomenalno in tudi z mami sva šle mojo, sva bile tudi mi dve sprejete, tako vipovsko, prišli so na iskat na letališče tako iz kluba in tako ful dobro, no, v glavnem res. Malo sem si že Belgijo nagledala in glede na to, da je Matic zelo blizu tega Quaremonta in pa tudi Paris-Roubaix ni daleč, sva se odločila z Mercedom, da greva aprila gledati Flandrijo in Paris-Roubaix in če bo vse po sreči, bo tudi oba ta maratona zvozila, oziroma enega pa sigurno. Tako da tudi sem jaz to skozi, pač veš, jaz moram skozi gledam kolesarstvo in tudi tam je bilo ful zanimiv, ful vejo o kolesarstvu, ful Pogačarja, zanimiv so bili Belgici, kolesarji, eni gospodje in so pohvalili Pogačarja in Sloven je rekel, da je boljši kot Merckx, vprašali, če vem, kdo je Merckx, tako da v bistvu pa sem jaz njim pokazala sliko s Pogačarjem in so mi ploskali in so bili noro in to je bilo ful show, to je bil cel show glavno, tako ta večer, ki je bila tekma, na koncu so bila tam res debata samo o kolesarjenju. Tako da je bilo ful. Kolesarstvo je pri njih je nacionalni šport. Ja, sem jih prav vprašala, kaj se pri njih tako najbolj gleda. So rekli, da fuzbal, ampak da kot šport, ki ga pa oni prakticirajo za rekreacijo, pa kolesarstvo vse vrste. Od gorca, gorca neki velik nimajo, ker ni gorca, ampak cestna kolesa, potem ciklokrosi, potem teli gravel kolesa so zdaj pri njih ful aktualna, tudi sponzor tega kluba, kjer je Matic, je ena velika trgovina njihova kolesarska, tako da imajo vsak polčas za nagrado, ne vem, kaj se dobijo, ker ne razumem, ker je bilo vse francosk, ampak pumpajo eno feltno, karbonsko in nekaj mora zamenjati nekdo in pol nekaj dobi za nagrado in tako. The best. Ja, ful dobro. No, se prav, tebi se že blede. Ja, meni se malo blede. Danes grem k Blažu, Klemencu iz Human Performance Centra, kjer mi bo naredil kineziološki pregled. Kukar jaz to razumem, je to neka stvar, kjer v bistvu ugotovijo tvoje hibe, ki ima slabše lastnosti, tako fizično, ne prav, kje si v bistvu bolj švoh, čisto po domač povedan, kje imaš manj moči, glede na kakšne poškodbe, ki si jih imel v preteklosti, naredi pregled kineziološki in tudi potem mi bo pripravil vaje na podlagi tega, da bom jaz pač te hibe probala izboljšati, da se ta del, ki je slabši, ojača, tako da v bistvu to je priprava na te vaje za moč, ki jih bom pa pol delala tudi naprej. In kaj pričakuješ? Ja, sigurno, jaz vem, da imam levo stran veliko bolj švohno od desne, celotno z roko in nogo, zato ker sem desničar, cel življenje sem z desno delam večje obremenitve, igrala sem kitaro, v bistvu še igram, kjer sem tudi veliko več desno roko, pač bila bolj aktivna, potem v športu, kar sem pretrenirala, vedno je bila pač poudarek na desni in sem res iz levo ful slabša, to smo že ugotovili tudi pri kolesarjenju in predvidevam, da kaj se smeješ, da bomo pač to delali bolj na levi strani, da se proba tudi ta stran ojačati. Poškodbe glave tudi ugotavlja? Ne vem, ga bom vprašala. Boš kar dubla slabo oceno. Sem že zgodaj začela s temi paci na glavo tudi, veš, tako da, saj sem že s kolesom ene dvakrat užgala v tla, tako da... Vsakič je zelo... A pri tebi je pol tudi to problem? Ne gre pa sam na boljš. Kam? Sama žmigam. V kjero glavo ti gre na boljš? Zdaj ti ne gre z nobeno, meni se zdi glavo dobro. Vse gre slab. A zdaj si pa zatrl kjero. Zdaj mi je še malo kave spil. No, v šalčki od Asusa. Na te dva popiti, eni pijejo šnops, ti pa kavo. Ja, še ni ta prava ura za... Ti si pa kolesaril, ne, za vikend? Ja, jaz sem kolesaril in sem v bistvu ugotovil, da sem tudi vlog dal noter, pa ne vem, spoh ga zdaj zmontiral, ali ne. Skratka, ker ne vem, a je komu zanimivo mene poslušati, ko govorim o sebi. Tako da, ja, bom videl, ko bom začel montirati, bom videl, a je kaj tazga, da bi bilo za folk zanimivo, ali ne. Tako da, ja, lahko spodaj napišete, a vas zanima mogoče, kaj se dogaja klebel, kaj ne sam s kolesarstvom, a vas zanima, ne vem, pol še privat, kaj se kaj dogaja, se prav tako, ko gremo kam na kakšne izlete, pa kaj. Ali pa bolj kaj ne s firmo, ker zdaj kar neki stvari novih, že sam danes bi lahko po moje posnel za 1,5 ure materijala o novi robi.
Tako da, ja, na Cresu, skratka, šel sem na en klanc, ki ga imam začrtanega že cel let, da bi ga rad zboljšal letos, pa mi ga ni ratal. Ampak po bistvu sem ugotovil, da je ful daljši, kot sem mislil. Kjer klanc pa? Iz Belija gor. Aha, ta tvoj iz Belija. Ja. A vse do glavne ceste gor? Ja, je 18 minut dolg, ki sem imel po glavi, tako da je 12-13. In pa, ko sem prišel gor, jaz tako pizdo, pa nisem jaz 5 minut slabš vozil, kukar pa na zadnje, ne, mi je bilo čist čuden, ker tako po vatih, pa to sem skozi, ne vem, poprečno sem imel po moje 330 do 350 gor, ne. Ampak po, ko sem prišel pa na vrh, v bistvu, ko sem prišel domov, sem pa videl, da sem bil samo 6 sekund slabši od mojega cajta 2.19, tako da sem pol bil kar zadovoljen. Ko 2.19, takrat vem, da sem imel dogmo F12, spim pa na 0, in če sem šel z unim bajkom, tako dobro pa vem, da sem bil še ne 3 do 5 kg lažji. Tako da ja, na koncu sem bil kar zadovoljen, zdaj sem pa čist zgonen bil. Pa sem šel še v Porozine, tam, ko gre trajekt iz Opatije. Ful lepa cesta. So pa tako lepo cesto naredili, da za trenirati klanc je vrhunski, ker imaš... Ja, ampak zdaj, ko ni sezone. Pa se tudi v sezoni, tam se meni ne fura z avtom. Tam sam, kaj trajekt pride. Ja, sej. Ja, no, sej, počakaš, da grejo vsi mem in narediš trening. Tako da meni cesta vrhunska, meni je itak res za vse une, ki vam ni problema se voziti po enih in istih cestah vsak dan, je meni top, ker je sam gor dol in lahko narediš pač te intervale in vse, pa glih toliko so strmi klanci, da... Ja, sem to za ta čas zdaj ni primeren. Jaz sem se še kupil, 20 stopinj. Ne, govorim, da sam gor pa dole se vozi še bolj primeren, da bi se glih to po kakšni ravnih variantah bolj vozil. Mislim, zdaj, jaz sem tudi pri sebi videl, drug dan, ko sem šel, pa sem isto hotel nek zboljšati cajt, nisem prišel, sem bil minuto slabši na 15-16 minut. Ja, jaz tudi moram reči, da se vidi ta utrujenost na kolesarjih in moram reči, da me pač malo še vsem preseneča, da kljub temu, da glih danes so bili tudi škle v lokalu, smo se pogovarjali spet o tem kolesarjenju in to, da dejansko, ne vem, eni jamrajo, so polomljeni, kumikle iz stola dol ustanejo, jamrajo, koliko se slabo pelejo, koliko jim je vse nekaj težko. Pa v bistvu nobeden ne dojame, da jaz se zdaj to so ljudje, ki se že 10 let z njimi skoraj družim in da je to vsako jesen ena in isto pogovarjanje in jaz sem bila isto v tej fazi zelo dolg časa in tudi vidim na rundi, da so ljudje, ki so se pelali, mogoče so na začetku sezone celo boljši, kaj jaz, tudi punce so vmes, so se zdaj vozijo veliko slabši, kaj jaz, ne morejo držati že srednje skupine ne, in ne vem, da se nobeden ne zamisli, da ni problem v nas, da se mi kaj hitrejš vozimo, ker jaz se ne vozim čisto zdaj hitrej, se nisem septembra v teh rundah vozila kukar, ampak sem se kvečemo mogoče že malo tudi že z bremzo, ampak nič drugače kot junija, julija, oni se pa zelo slabši vozijo in nobeden ne pogrunta, dajte malo sami sebe pospremljati, če se vam zdi, da nekaj vam ne gre zdaj kar naenkrat na kolesu, da je kar naenkrat ful slabši performance, se ne morete voziti, ni to kriv vreme, ni to kriv mraz, ni to, enostavno utrujeni smo, tisti, ki delate veliko kilometrov na kolesu, veliko ur na teden, nekaj ur na teden, sploh pa če še vsakič greste v neke filtre, v te daske do konca, ste zdaj sigurno zmatrani, telo je zmatran, glava je zmatrana in je treba narediti mal ali premor, oziroma tudi če ne naredite čisti premor, jaz moram se reči, da jaz imam tole uro Garmin in mi je včeraj napisala, da sem že kar nekaj dni brez bolj intenzivne dejavnosti, ampak da moje telo ostaja na istem nivoju še vedno pripravljenosti, a ne? Tako to ura pač mi vse to napisala. Tako da v bistvu ne boste zgubili, ja, seveda se to pa se reče pametna ura. No, ampak ne boste, mislim, da nič zgubili na kvaliteti, mogoče so več kvečemu pridobili in treba se malo odpočiti in tako smo že rekli, če ste gledali prejšnji podcast, oziroma ja, ki je bil Simon, ne, iz Human Performance, pa se malo posvetiti prijateljem, družini in nečemu drugmu, bo mislim, da ful dobro boste telesu naredili. Danes so bili, so nas že sprašvali, ali imamo v soboto izlet. To soboto ne bo še izleta, saj kar se tiče mene ne, pa Mirsa tudi ne, zdaj če bo že naredil kaj slučajno, ampak jaz to soboto še definitivno na easy, na off, po svoje, čist, potem bomo mogoče pa spet naredili kakšen izletek, da bo, če bo vreme, ampak res vožnja pa primerna
tej sezoni, Na temu easy. času, se pravi res na easy. Tako da kdor hoče šibati pa noret, ni treba, da me vab zraven na vožnje. Ker so me že za ta vikend, a ne, bah ne. Sej Treba sem glih, počivati. mislim, da sem v vlogu zdaj na Cresu sem prav rekel, da če me ne bi ti potiskala konstantno noter v ono najhitrejšo skupino, je zdaj po moje že en mesec bi se vozil lepo v ta drugi, tretji skupini, bi šel na easy in to je to. Ne, tako prav nimam uno, ne da se mi več toliko prtegvati. Se polka sem spredje, ne, pol itak dam vse od sebe, ampak se vidi, da sem že pač bogi in bi tudi jaz. No, mi se bolj zdaj paše bo na dež easy. ta teden zgleda, da ves čas, ko so runde, tako da boš lahko počival. Dobro, no, se pravi, če kdo hoče sprobati kolo, Ne, v dežju. kaj, šlo je kakšen primorc, Ja, pa bojo imeli tam bolj ja. lep vreme. Mislim, da bo zdaj tale teden kar slab. Tako, vsaj do vikenda, no, vikend pa se že boljš kaže. Okay. Ampak saj zdaj 3 dni pa ne kaže glih najboljši. No. Dobro. Ej, a pa drugače, zdaj, ko imaš to pauzico, a kaj drugega pa delaš ali čist nič? Ne sem. Te vaje za moč ohranjam, trenutno v tem nivoju, kot sem jih imela do zdaj. V glavnem so to za noge, nekaj tudi za pač kor, ampak to je res taka 35-minutna vadba, v glavnem z lastno težo pa za utežmi. Zdaj pa pač bom probala, sta me Zanči s Simonom prepričala, da ne morem vseh vaj še pol po V fitness podcastu. greš? Ja, danes grem, prvič. Paste za to. In sta me, Anže pa Simon sta me prepričala, da ne morem narediti tako kvalitetno vaj doma, kot jih lahko v fitnessu, tako da grem, ampak sem se odločila, sem tega lotila resno, tako kot se vseh stvari in zato grem najprej na pregled in na vaje in da dobim vaje, ker ne bom delala vaj neki po svoje, ki jih ne znam, ker nikoli nisem, pač sem hodila v fitness, ampak sem delala drugačne vaje, bila takrat druga zadeva, ne pa za kolesarjenje in bi pač rada to delala tako, kot je treba. Tako da ja. Tako da mogoče se kje srečava in potem tam mahala. Anže! Me že glava boli. Zdaj pa iščem en prijeten fitness v Ljubljani, če se da v okolici Kletrnovega oziroma sej lahko Se to Rudnik. je samo odvisen, kjer uro greš. Če greš do poldan. Vem, jaz nimam vedno, jaz sem pač šla takrat, ko ne delama. Ne? Sam pač Ampak hočem povedati, da po mojem vsi fitnessi v povdanskem cajtu, se pravi govorijo od 4 dalje, so nabiti mularije. Pač to tako je zdaj. Če greš pa do poldan, je pa načeloma povsod ok. no, jaz bi šla rada v en mogoče malo bolj intimen, malo manjši, malo bolj prijeten fitness, ne glih te dvorane velike, ampak ja. Imam pa fitness zraven bloka, ki je velik, ogromen in in sploh tam, kjer živim in mogoče bom požrla to in bom pač vsem šla v tak velik fitness. No. Ne, jaz zdaj, ki sem se navadil, meni je top. Ja, sej, jaz sem tudi tako ponovadi, da ko imam neko motivacijo pa neko voljo, pol tudi stvari lahko požrem pa predelam. Tako da, ja. Saj skomi čakam, da bo Martina je rekla, da bo dala ven zdajle program prav izrecno za kolesarje. Zdaj, ko se je začela voziti, je rekla, da hoče pač tudi ona zboljšati in je začela in je videla, da je v bistvu čist drugačen sistem, kukar pa v fitnessu, ne? Ja, če Se hočeš. pravi, Ja. In mislim, da je rekla, da bo v začetku novembra, da ne bi dala ven. Tako da bomo videli, mogoče pol še grem še znova enkrat še en vlog posnet, či samo o teh vajah, pa ne vem, bo že ona povedala, če se bo dal. No, ja, sej pravim, to je zanimiv, tako da Ja. mislim, da to. Mislim, glede na Tako to, da mi ni zdaj dolgčas, no. vsi delajo, kar se tiče te vaje za moč, po mojem bo zanimive. Ja, sej pravim, zdaj se v tem dosti tudi, kot smo že rekli, ne samo z vidika zaradi kolesarjenja, ampak tudi zaradi nas, zaradi našega zdravja, tako širšega, to ni pol slaba stvar. Pa zdaj, ko sem bila v Belgiji, sem šla en dan, sem imela s sabo opremo za laufat in sem šla tam laufat, na Garmin mi je izrisal sam eno lušno traso, tako da sem 8 km odlaufala. Potres. A si čutil? Ja. Ja, se mene danes ful noge bolijo, tako da. Verjamem. Ampak ja, tudi to. No. To je to. Daj mi povej, ker to je še vprašanje za vse vas. Lahko napišete, pa vprašanje zate, kjeri so bili zate v letošnjem letu dogodki leta? Zdaj me pa najdu. Pa ne govorim zdaj samo o dirkah elit, lahko je tudi rekreativen maraton, ampak tako Ja, nekaj, razumem, kar ti je razumem. najbolj ostalo v Ja, spominu. mislim,
Zdaj, če bi rekla, kaj je meni ostalo najbolj v spominu, res, da je to tudi najbližji bil dogodek, ampak še vseeno je bil meni za samo doživetje, pač moram reči, da je bil to Pogi challenge, kar se tiče mene, da sem ga tudi doživela, da sem ga videla zraven. Letos zaradi spleta okoliščin nisva šla na tur in v bistvu nikjer nisva mu bila tako blizu, a ne, oziroma nisem Pogačar, tudi vse to vzdušje, a ne, nisva doživela, ki ga imava malo rada, tudi to nam je všeč. Tako da mi je to bilo taka stvar, če bi zdaj rekla, da sem se jo najbolj zapomnila, pa da mi je najbolj ostala v spominu, pa da ni zdaj, ja, valjda, vse te zmage Pogačarja pa itak brez veze, da jih našteva. Se jih po moje ne bi... Ne bi jih znala našteti, tak da ne. Ampak... Koliko je 9? Ne, 20. No, se ni veze. Ja, velik. Ok. Tako da to. Kaj pa ti? Isto. A tudi? Pač meni je bilo res dobro. Ne vem. Ja, moram vam reči, da če Anže reče, da je dogodek, na kjer mu je on bil dober, res, ker Anže je ful kritičen, njemu vse kamorkoli gremo skupaj, mu je vedno tako, to sem bila pa še jaz presenečena, da ti je bilo res tako všečno. Tako da sem prav vesela. Ja, vzdušje, pa tudi folk, se mi zdi, da so bili tako zelo sproščeni, saj s tistimi, ki sem se jaz pogovarjal, ful je bilo ljudi, ki pač itak poznam že to kolesarjev, pa teh, ki hodijo na dogodke, ne, tako da mi je bilo ful fajn se pogovarjati z vsemi. Tako da ja, to je mogoče... To pol mi je žal, da nisem bil na Letapu letos, da ga nisem šel pogledati, ker nisem mogel. Tako da ne vem točno, kako je bilo tam. Nad Franjo jaz osebno sem bil tako malo razočaran. Vse, kaj bil Zandrek? Ne, ne govorim nad organizacijo, pa tako, kako se je derkal, ampak bolj nad cel ta ambient. Ja, se so to, kar so se pogovarjala, da se tam ne dogaja vse skupaj. Ja, tako malo, ne vem. Mislim, lahko bi si vzeli za zgled zdaj te dogodke, a ne, tudi Letap v končni fazi je lahko bi bil, ker tam se veliko dogaja, vsi ti ponudniki imajo ogromno enega dogajanja, nagradnih iger, štandki vse so podobni, ne, v bistvu so ena in isti, kot na Franji, sam na Franji je vse skupaj zelo dolgočasen, nobeden nima nič, nobenega eventa ni, tudi sam sicer družinski del je ta dirka tekmovanja, ampak tukaj na Letapu je recimo Nina Pušlar pela, imeli so neke zabavljače, ti otroke, ne, animatorje za otroke in tako. In je bil res dogodek narejen bolj zabaven, pa tudi veselje si imel tam po Letapu ustati, pogledati si vse te štante, na njih sodelovati, tudi tam ustati, počakati na podelitev, ki je pol ure za zaključkom, za zadnjim ali pa za tistimi prvimi, ki se razvrstijo. In je bilo z tega vidika tudi meni, ja, tako kot sva že rekla, Franja rab še malo zraven dogajanje, čeprav je Franja sama po sebi že dogodek, ampak ja. Pa pol, ne vem, kako so se imeli te, ki so šli na Goltene, ta derka, ki je tudi na derki poslovil. Ja, Majtur. Tukaj bi mi bilo po moje tudi to imam jaz, ki si rekel, da morava zapisati za drug let, ne, cilje, plane je tudi to vmes. No, se pa greva lahko kar na cilje pa plane za naslednjo sezono. Ja, boš ti najprej povedal, jaz povem. Jaz nimam prav veliko. Kar imam osebno pri sebi, je zboljšati praktično vse rezultate v Klanjsgor, kar po moje ne bo prav neka zelo velika težava, predvsem so ta največja težava je cajt, pa da pridem s kilami, bi rad bil po 82, če pridem to. Madonna, to už pa že, ka profi. Se je to zdaj v ta novem vlogu, če ga bom dal ven, sem posnel in ja, evo, zdaj ima telefon. Skratka, ta nov vlog sem posnel in ko sem se v špegu pogledal, pa meni se niti ni zdelo, da sem zdaj spet to korang ful debel. Tako da ja. Meni je ful težko govoriti, če nim benga nasprot. Evo, je že nazaj. A ti iznesel kaj govoriti? Ne, ful mi je čuden. Ja, se sam samo pogovarjati. Skratka, sem rekel, da sem v ta novem vlogu se posnel v špegu in da se niti nisem se zdel sam sebi toliko debel. Pa to pa čuden. Ja, sej to. To mi pa ne vem, kako se nisi zdel.
Kakšen špegu si se pa gledal? Ja, ful dober špegus gre. To imaš tega, kle imaš ti tudi ta Ne, zgaful. sem na Ceresu bil A tam imaš še manjši. boljšega. Zgleda. Ja, no. Tako Ne, da, mislim, po cilj je kilaži to. si fajn, ampak ja. pol pa, ne vem, rezultatsko pa itak, pri meni jaz bom vedno ciljil na največ, pa dosežem to, a ne, se ne bom kaj preveč sekiral, tako da cilj mi je do Franje 7000 km, pa da pridem po 82 km nekje do začetka junija. Čakaj, da boš naredil od januarja do Franje 7000 km. Pa sam zunaj, da ne bo kdo mislil, da to na tranžerju. Tako da to mi je neki cilj. A pa moramo runde podaljšati na 100 km? Ne, pa se jaz bom prej šel 50 km, bom šel pol še z vami. Vse to sem tudi letos delal. Vse letos sem jih imel, mislim, da nekaj čez 5, ne vem, 5,5, kle nekaj. Ja, se to je kar velik še ure pa pol zraven na klofat. Pa vem, sem takrat, ko sem se dosti vozil, sem bil glih na dobrih 7 do Franje. Aha. Sam letos, jaz januarja pa februarja sem se ful mal vozil. Pol da- punce navš mogel imeti druglet. Mi ne kaže dobro tudi letos. Ja, no, sej. Pa brez veda iščeš. Jaz se ne iščem. Ja. Glede na to, da me ni na nobenih družbenih omrežjih, niti ne na... Ti moraš tu sam prek družbenih omrežij najdeti. Ja ne, sam kaj, če si A ja. cele dneve v firmi, kaj sem meni hodijo gospodje noter. No, gospe, Sploh pridite. se ne spomnim, Gospe, kdaj kar nazadnje. pridite, že Ne. tudi gospe sprejema. Čakaj, še kaj tazga za naslednje. Čakaj, jaz pa rekel za Franjo. A No, boš šel na Franjo? Ja. Na kjere dogodke bi šel? Šel bi rad, se pravi, Franjo, Letap, pa Pogi Challenge. To bi šel rad naslednje let, pa če bom za Franjo dobro pripravljen, bi šel en teden prej rad še na ta maraton 3 občin, ker mi je ful dober za, če si tam dober, pa boš na Franji tudi zih dober, ker je tak zajeban maraton. Pol pa, ne vem, mogoče še ta My Tour, čistko za foro, ker to se tudi naslednji teden pride po moje Lovše, pa ta teden pride tak, ima z Vračičem skup, bike fitting, pride še on na podcast, naslednji teden pride pa Lovše, pa se tudi z njim pogovarjala, na kjere dogodke Bo šel. naslednji let se On jih ima planira. verjetno kar velik, ne. Ja, sam meni je važen tako zaradi brenda, ne. Se pravi, da se izpostavi še niš, glede na to, da ga fura je pol, če kjer ga od teh ta večjih dogodkov zmaga, še tako je več zanimanja, ne. Ka vem, kaj na Goltej, mu je ratal zmagati, je takoj folk pač pošiljal, pa tako so rekli, Lovše pa zdaj na temu, tisti Če se tretji. tudi letos iz Nišan zmagala Letap. Neko svojo kategorijo. Pa se tudi generalno nisem bila prav slaba. Sam klicka ni bilo razglasitve. Že medaljo zdubila en mesec potem. Važno sem jo dubla. Dubla sem jo pa še lepa je. Ja. No, tako da načeloma je to, ker to, kar sem že lani, kar sem že napisal, oziroma kar sem že imel en video, vse ostalo že imam. Se pravi, nimam se karkoli za pripraviti, se pravi, bike imam, opremo imam, treninge že imam razdelane, se pravi, vse praktično že imam zorganiziran, tako da ja, edino zdaj, kar je cajt na šihtu, kar pa upam, da mi je toliko dela naredili, da ne bom mogel toliko trenirati. Ja, dejte, no, da ne Ja, bo tako dober. ta glaven cilj je pa logično, Petra je zvala, da naslednje let na Krvavca, ne, da mi je izziv, da njo premagam, tako da moram zaradi tega še toliko bolj trenirati, ker če bi vi zglasovali njen kolo, ki sem ga dal na Instagram, jaz bi to poslušal vsak dan. Tako da, če me pa premaga na kjerkoli vzpon, po Boš pa to moje... poslušal do smrti. Ja, po moje sem kar... Ja, tako da, evo, to je to. Ti? Ja, v bistvu so tudi te plani za naslednje leto, je tako, kot sem že rekla, mi je ena od stvari je nadaljevati še naprej s temi treningi in pa z tem načinom življenja, ker meni je to en rad ukren način življenja, tako da to nadaljujem. Probati, jasno, še vsem dvigati vse številke, vatih, kle govorim predvsem, a ne, še mečkam dvigati. S kilažo ne bom šla več dol, ker nimam kam kaj dosti več jeti, tako da Jezik. to ohranjam. Jezik, edin, če me ne vem, kva infarkt, pač pa bo slabši delu. Ja. Ampak bom tudi takrat se potrudila, pa bom še Verjamem. govorila.
Tako da to, drugače pa. Ja, v bistvu zastavila sem si zdaj sicer kolo, tudi kot ste rekel, opremo, pa vse to imam zdaj novo, ta kolo je bil plan za naslednjo sezono, da bo nov, pa je že malo prej prišel, tako da sem tudi te plane si nekako že uresničila. Sem si pa postavila, eden od drug let ne grem na to Gran Fondo Istro, tako kot sem bila letos, ki je bila moja ena prva recimo dirka taka preizkušnja, ker bom tisti čas v Belgiji. Upam, da se bo tako išlo in bom takrat, kot sem rekla, odpeljala, če bo sreča, oba maratona, se pravi Flandrijo in Roubaix. To so sicer maratoni, lahko jih dirkaš, pač na nek čas bomo sigurno šli, ni pa kle na neke zmage, ker se to tudi že sistem štarta pa vsega je tak, da ni to tekmovalne narave. Mislim, da niti ne vem, koliko je. Ampak odpeljati v nekem solidnem času. Bolje tudi Franja drug let, ampak ne v smislu dirkanja na kratki Franji, ampak bi rada, da speljamo, da gremo na dolgo Franjo, skupina, recimo, da smo vsi nekje približno enak pripravljeni, pa da spet z enim takim lepim časom, normalnim, odpeljamo to Franjo. Okay, zdaj, če ti cilj odpeljati Franjo, kaj je to problem? To greš danes lahko odpeljati. Mislim, da bom... Ja, ampak da jo še vseeno odpeljamo... Sprav, da sodeluješ na Franji. Sodeluješ na Franji, seveda, vsi skupaj bomo, ampak da bi šli kot neka skupinska ekipa, ne bom še šla tle zdaj. Če ne greš na cajt, pol načeloma itak pripeleš jo ritmično lahko. Ampak še vedno bi rada, da je to ni povprečje na koncu, ne vem, 39, ampak da je še vedno to neko da bomo še vedno to odpeljali z enim lepim povprečjem, tako. Se pravi, še vedno se bomo mogli voziti v neki skupini, pa se taktično odpeljati, ne bomo mogli kar dirkati od začetka do konca. Pa to dolgo. To te jaz čisto razumem, ampak načeloma cilj ti jo je pripeljati. Tako, prepeljati. To ti ni glih kot maraton. Nek cilj, to ti pripeljaš solo lahko. Ja, ampak solo bi vozila, ne vem, 4 ure pa pol, tako sem pa ne vem. Noter, pa se voziš v skupini, kaj je to, da fakt je, kakšen je cilj to. To sem jaz letos delal, pa jaz imam pa tak cilj letos, zato da gremo skupinsko in da se odpeljamo maraton, kot se vozi maraton. Se to imate ženske. Ki sem personal best dosegla, pa kronca, v bistvu si se pa furala za 4 desci, ki so ga prtakvali. In še vedno jih je bilo treba držati. Pa jih ne more vsaka. Ja, vem, ti moraš to sama dosežiti. Aha. Me prav zanima, koliko jih je to sami dosegli. Še moški imajo personal beste narejene za motori pa za avtomobili. Mislim, jaz vem, da vse, kar imam narejen, sem solo dosegel, ali pa tako, da nas je bilo nekaj, ki smo se menjavali. Sam jaz mislim, da je večino descev tako dosegali. Nima veze. Naprej. Nima veze. Pa tako, kot sem že rekla, tale My Tour, to sem v bistvu že povabljena, tako da... Se že ve, kje bo naslednje? Ja. Kje pa? Jaz vem. Ja, povej. Na Vršič. Lepa. In to... Kar je meni znano, ne bi bil štart iz Kranjske gore na Predil, pa potem v bistvu dol spustil Bovc, pa iz Bovca gor na potem Vršič. A je žune strani? Aha. Že zdaj me nokce pečejo. Ja. Tako da to je spet eden od klancev, ko sem šla samo enkrat na nje iz te strani gor, pa sem rekla, da ne grem nikoli več. Tako da to je tako podoben, kot Krvaut za ta Pogi Challenge, ki mi je bil tudi vedno tak muka klanc, pa nikoli nisem šla z veseljem na njega, pa sem zdaj spremenila mnenje s tem, mogoče me bo še ta My Tour pol prepričal. Jaz se tudi spomnim, mislim, da sem šel 3-krat gor, enkrat sem šel čistko, ko sem bil v Bovcu, pa sem šel pač se gor zapeljati in je to bilo to, sem šel pač na Easy, pol te drugič sem šel in sem imel v bistvu boljš cajt, kukar pa iz Kranjsko-gorske strani, če se prav spomnim. Pol te tretji smo šli pa najprej na Mangart, pa pol na Vršič, takrat pa bi si žile rezal. Takrat sem imel pa cajt, skoraj duplo cajt od ta najboljšega cajta. Jaz sem šla tudi tako, edinkrat, ko sem šla tako, da smo šli najprej, sva šla sama dva, v bistvu na Mangart, pa pol na Vršič in isto jaz sem mislila, da bomo umrla na ta Vršič. Že po tej dolini in valjda, da je bil kontra veter, se drugač nisem mož pričakovati in je bilo, tudi ni bilo neke hude toplote in tak tmuren dan je bil in mene je bilo Ampak zato pa mi to še večji
izziv, taka stvar. Dobar. Drugače pa lepa trasa za naslednje let. Ja, tako Tudi ne folkov bi po bilo, moje dosti ker gor bo zaradi tudi, tega, ko to bo bojo ta etapa, ko bo šla dirka po Sloveniji, pa še odgor, ne. Ne, ko bo po moje so dosti folka v Kranjski gori nabrali, ne? Pa bo šlo direkt na Vršič gor, pa bojo gor gledali. Ja, ker je pa tako menda zastavljen, da bo cilj dirke tega Majtura na Vršiču, cilj etape bo pa v Kranjski gori. Aha. Se pravi, bo spust še po teh kockah, Tako. ko kolesa trpela. Le nekaj bo cesta urejena, ne, kar se dela, čeprav kocke pa ohranjajo, ne, Kocke bo, kocke ja. ostajajo, ampak bo pa vmes zrihtana cesta, no, tako da... Ampak Hudo? ja, tako, to so vse neuradno samo stvari, no. dobro. Nisem jaz to nikjer prebrala. Lahko pa, da bo kaj drugače, ne vem. Ja. Potem bomo šli imam pa na letap... Pance gor. Kaj? Lahko pa na Pance gor. Ja, na Pance. Na Pance po moje pa bi lahko speljali ta Evropsko prvenstvo. Ja, to je pa res. No, naprej. No, pa imam pa v planu tudi letap, kar bi si tudi želela, da ga drug let odpeljamo na tak način, kot bi Franjo, se pravi skupinsko, velobar, da odpeljamo dolgo traso v duhu maratona, se pravi z nekim normalno vožnjo, pa pač ta dolgo traso, ker na letapu je dolga trasa kar ponavadi zahtevna, tako da pa tudi jaz pričakujem, da glede na vse, pa ko smo se že pogovarjali z Andijem, da bo verjetno tudi kaj drugačna trasa, tako da to že tudi komi čakam, letap, tako da to definitivno mi je tako všeč dogodek in z vsemi dogodki zraven. Bi še en dan prej šla, če mi bo znesel vse skupaj bolj časovno na Vršič, ki je ponavadi en dan pred letapom, no. Tako da bi tudi še ta Juriš na Vršič naredila drug let, sem si ga nekako še zastavila, oziroma kar nekaj teh vzponov in pa bi še odpeljala. Se pravi, hočeš dvakrat naslednje let Vršič, plus še takrat, ko bomo šli mi odpeljati Vršič Mangart. Ja. Trikrat. Bravo. Nič hudega, zakaj pa ne? Ti Se zmoreš. pravim, da bi se drug let rada malo posvetila tem vzponom, ker mi je bilo zelo všeč. Zdaj vseh teh vzponov jaz niti ne poznam. Poznam tega na Geos, ki mi je tudi všeč klanc, tako da to je v juliju, pa je takrat en tak mesec, ki ni ne vem kakšnih dirk, pa mogoče bi tudi to bila ena od stvari. Tako da te bližnji vzponi, ki so tukaj v naši bližini, bi sigurno šla odpeljati, tudi to se lahko komponira, mogoče v velo izlet se naredi ena taka kombinacija, ponovadi tudi Habič, kaj tazga odpelje, pa še kdo in tudi, ko smo šli letos na Koreno, pa smo nas je peljali kar neki vzpon in potem tudi samo druženje, do tam smo se peljali s kolesi, nazaj s kolesi in se lahko to naredi v sklopu velo izleta in vsi tisti, ki bi radi malo podirkali, so te vzponi fajn zaradi tega, ker ni ponovadi neko noro veliko število ljudi, razen Pogi Challenge, ne, to je tisti, ja, ampak ostalo pa sami sabo si, na vzponu si sami sabo in se odpeleš tisto vzpon, tako ker ga veš, da ga boš lahko in je prav lušten, noben ga ne loviš, ker ga ne moreš in tako da mi je to bilo všečno letos. Pa jasno imam tudi ta Pogi Challenge, kjer bi se pač tam, ker sem ti rekla, sem ti vrgla rukavico, tako da zdaj bo to ta krvavc najbolj, da v sklopu Pogi Challenge nekako spelava in je to. Tako da ja, se bom potrudila, če te prehiteti, če želim. V bistvu mislim, da s tem delam več dobrega tepka seb, ampak te imam rada in ti to dam za izziv zraven. Dobro. Tako da mislim, da je pa to en lep dogodek, s katerim se zaključi lahko sezono, tako kot je večina kolesarjev. To je pa res. Zdaj pa sem imela še tale z dirkami se je zdaj praktično zaključil, mogoče bova pogledala čez zimo kaj ciklokrosa, tako da bova probala imeti eno temo s kakšnimi nasveti ali pa karkoli, tako da če kdo karkoli se vam zdi zanimivo oziroma da bi midva vedela komentirati, lahko podate, se pravi, lahko je to nakup kolesa, eden je komentiral nakup kolesa do 1000 evrov, nimava ti kaj preveč sploh zapovedati, ali kupaš rabljanga, ali pa pejt nekaj, kar se prodaja za 1000 evrov in kup to. Tako da ja, ne vem, imaš ti. Ne. Vsem, kar pridružujem temu, kar si povedal, to pa težka. Tako da tudi jaz že nisem vozil tega kolesa, po moje, že 15-20 let kaj.
tazga, tako da težko kaj sploh komentiram. Tako da bo probala s temi nasvetimi da nadaljevati, kar se tiče ocenjevanje koles, opreme oziroma se pravi, koles bova začela po moje spet z novim letom. Predtem ne bo, tako da tisti, ki nova kolesa kupujete, zdaj jih lahko pofotkate in boste pol sam poslali slikco, tako da bo naslednji let spet zaključek z zaključkom sezone, pa bomo spet zbrali ta najlepši kolo. Zdaj pa mogoče ta prva tema, ki se sicer danes še niti niso pripravila, pa grejo najprej pokomentirati tale Andoro. Jaz pa nisem vedel, kaj je, ne. Jaz sem gledal tako, še zadnja dirka, kjer bo Pogačar tekmoval, neki taki so bili naslovi, ne. Jaz ko vidim, pa Pogačar, pa Rogla, pa Vingegaard, pa Del Toro, sem mislil, the best, ne, pa sem pa videl sami dirkajo, ne. Ja, nisem to že videla že pred kakšnim mesecem, no. Ja, tako da, ne vem, zgleda je to neka reklama, ti si rekla, da je Andora sponzorirala, tako pa da bo to sem nekaj na danes pol šla Netflixu, malo. ne. Tako da, ne vem, jaz sploh karkoli za komentirati. Ne, lahko edin, da tle mi je deloval Vingegaard zelo nezainteresiran in zelo že malo, sama dirka ni bila posneta, ne, kar je na socialnih omrežjih zdaj posnetkov, na Instagramu pa na TikToku je veliko posnetkov iz tega dela, tako da Vingegaard mi zelo nezainteresiran deluje, mogoče tudi zelo Pogačar malo, ampak tudi verjetno mora biti zelo utrujen zdaj le Pogačar, na Pogi Challenge smo ga videli, da se je kar dobro zabavil, tako da mislim, da tako zabavanje tudi malo pusti posledice. Šla sem tudi, sem videla, da saj na Stravi je samo še pelil po temu eno easy voženco bolj z nekimi rekreativnimi kolesarji, klele po Kolmengša, pa to 30 km po ravnini. To so imeli konti. Pa ne vem, če je bilo to konti, ki je bilo ful mal. Ne, jaz se jih je bilo 70, koliko. Ja, mislim, no, v glavnem ni prav veliko več vozil in ampak ja, sama zadeva je bila narejena kot, sem šel danes pogledati, pač ta Andora, kot se prej bi predstavila kot zelo športna država in so pač plačali Netflixu, kjer bojo naredili to promocijsko oddajo o Andori in med drugim bo tudi ta zadeva noter. Zdaj pač nekje se govori oziroma je napisan o nekih zneskih, da ne bi vsak od njih dobil za to 150,000 evrov. Andora je bogata država, tako da si verjetno to lahko prvoš. Netflix sistem dobi veliko materijala, tazga in drugačnega, tudi tam je bilo nekaj ljudi, čeprav na posnetkih ne zgleda prav veliko navijačev, da bi bilo samih tam na samem dogodku. Tudi posod je prikazan in napisano, sem brala, so v bistvu prišli oni 2-3 ure pred samim eventom, so se šele v Andoro pripeljali in odpeljali in potem tudi šli. Tako da v bistvu je šlo res za same pridobivanje posnetkov, kakor pa za neko res dirko. Tako da, ta kriterij je bil dolg 32 km, sem pol videla, 15 krogov so peljali, sta bila 2 km, pa še nekaj dolg. In tukaj je v šprintu zmagal Del Toro proti Rogliču, bil je ta fotofiniš. Vingegaard se je kar veliko odzadij, ni bil zdaj deleč, ampak za šprint je bil dosti odzadij, Pogačar je bil vmes, ta vzpon je bil pa na klanc Col de la Galina nekako, če to prav vem, ne, to neka kura ali kaj je to, se ne vem, v glavnem en to je en prelaz. Oni niso celega niti odpeljali, ta prelaz ima skoraj 12 km drugače klanca, oni so ga 8 vozili, pa 700 višincev, tako da je bil gorski kronometer, kjer je pa zmagal Roglič. Bil je 20 sekund pred Pogačarjem, recimo za zanimivost Vingegaard je bil pa 4 minute za Rogličem, tako da so bile kar razlike, a ne, res pa je, da potem je bil končni zmagovalec celotnega eventa, je bil Del Toro, ker so neke točke se nabirale. Ne, Del Toro, ker so zgleda na kriteriju verjetno točke po krogih pobirali. Jaz sem pa prebral, da je pa Roglič skupno zmagal. Jaz sem pa prebral, da je Del Toro s 55 točkami zmagal. Tole gre pa zdaj pogledati. Zdaj pa preveri. Jaz sem to malo prej brala. Jaz mislim, da se ti motaš. Ja, sej lahko pa, ampak jaz sem... Primož Roglič, Tops, Tadej, Pogačar, Izak, Del Toro in Jonas Vingegaard.
Tako da ne vem, kje si ti brala. Ja, nek skupinski. Became the first winner of the Andorra Cycling Masters. The Slovenian amazed 55 points over 2 events. Del Kdo je Toro imel 51. A ja, pa sem pa Ja, sem pa tisti narobe narobe, ja, prebrala. sej ženska, sej. Aha, dobro. Nisem pričakoval, da boš ti pravilno naredila kaj. Ja, kle pa piše Isaac Del Toro na ciljni črti ugnal Rogliča, ki pa je z največ zbranimi točkami. Aha, ja, tako je napisan. Ja, razumem. Ok, ja, narobe sem prebrala, se opravičujem. Je zmagal Jaro. Sej se mi čudno zdel po sami razvrstitvi, kako bi zdaj bil kar Del Toro prvič, je bil tam tretji na kronometru. Sej ni važen. Ja. Važen je samo to, Ja. da se ti motiš, jaz sem pa prav. Ja. To je Ja, ta najbolj pomemben podatek danes. Jaz sem se zmotila, jaz sem narobe prebrala. Še nekaj je bilo ta teden v novicah, se pravi Pinarello bo še naprej sponzor Ineosa, s tem, da bo po vsej verjetnosti tudi še Q365. Tako da bo Pinarello pri 2 ekipah naslednje let. Kar se tiče Ineosa, so se zgleda čist zadnji trenutek dogovorili, ker naj bi bilo že tako, da ne bi podaljšali. Ja, se to sem že brala. Ja, pa so se pa zdaj dogovorili, tako da ja, zgleda. Sam so oni zdaj Total Engineers Ineos, ne? Ne vem točno. Pač ja. Total Energies je bil že za tur, ne? Ker so uno grdo fleho jim dal na... Ja, pa tudi na Vuelti so bili. Ja, sej od tura dalje, ne? Ja. No, tako da, to je neka taka novica, čim več, ne vem, se mi zdi, da tedensko zasledim en video na YouTubu, kaj je nov glede Dura Ace grupe, tako da se res pričakuje, da bo nekaj novega zunaj, bomo rekli, da upamo, da že čez zimo, čeprav na nobenemu od profijev je pa še niso gor zasledili. Tako da, ja, kakor je ponovadi v praksi, ponovadi te stvari s turom vam prihajajo, ne. Ampak zdaj res se čaka tale Dura je že kar nekaj časa, no. Ampak, ja, že cel let govorim. Ja, sem se pa zanč pogovarjala z nekom iz glih iz A2U-ja, ko oni so kar dosta, ne, za Shimano, pa sem nekaj zdaj tale prihaja ven Shimano, pa so kratko, ne, tudi, da nič ne vejo, no, da vse zvejo, tudi oni en dan prej, ne, kdaj kaj pride, ampak da še nič ne vejo, kdaj kaj in kako to bo in kje je zdaj ta stanje. Najhitrejši od teh, ki jih mi da poznajo, bojo zvedeli pri UAE-u. A ja, no, to pa mogoče. Ja. Ti že jaz povem, da 100%, zato ker Pogačar bo zihar eden izmed prvih, ki bo imel Ja, to pa Burton sigurno, od Dura Ace. to pa sigurno. Tako da... Bolj malo kavčnika privleči, da kaj izvrckamo. Pol pa za... Jaz sem mogoče razmišljal, da bi imela na naslednjem čveku pa mi da pogovor, se pravi naslednji teden, o valjih pa trenažerjih, ker to zdaj mislim, da bo ta najbolj vroča žemelca, da se bo zdaj največ ljudi začel zanimati glih za to. Pa mogoče, ker res mislim, da mi dva kar kontravidik, kar se tiče tudi kjer trenažer vzeti za noter trenirati, pa mogoče lahko se mi da pripravila, pa v tem, kaj rečeva pa naslednji teden. Ja, to sem že večkrat v bistvu hotela, mislim, že imela tako idejo tudi, ja, tako da mi je bilo fajn. In tudi mogoče, ja, jaz sem tudi malo kaj povedala o teh platformah, ki se uporabljajo, ti jih itak niti ne poznaš, ampak boš pa lahko te platforme... Ja, no, mislim, ja, za ti, ki si zagovornik, predvidevam bolj Valarjev, verjetno niti ne, ampak ja. Ja, se tudi na Valarjih imaš interaktivno. Tudi, ja. Ta teden pa lahko pola rečeva še, olej, to je zlata ribca. A ja, o oblačilih, to so šla zdaj že parkrat čez. Se pravi, tisti, ki se dosti vozite na trenažerju pa valjih, jaz vam ne svetujem, da greste na nižja oblačila, v bistvu za nižje temperature, kakor so spomladansko-jesenske, ker v njih zimskih jaken, razen če ste res ful zmrzneni, pa da bi jih že zdaj uporabljali, ampak načeloma bi bolj svetoval, da ta Spring Fall kolekcijo, pol zimske jakne, zimske hlače, pa ja, če ste na trenažerju čez zimo, pol jaz tega ne bi kupoval. Ja, glede na to, da so to kar stroški in če res nimate namena voziti tam pod 10 stopinj, a ne potem... Pa ne, vse Spring Fall je... Ja, to je to, jaz mislim, da tale zimski čas, ne, je sicer midva se oblečava relativno podoben, pa tudi pozlet sva kar dosti podoben oblečena, no. Ampak se mi zdi, kako pa gledam druge ljudi, je pa to
toliko različen so ljudje oblečeni, no, toliko različen, res, jaz ko gledam Bugota, no, se njega lahko izpostavim, ker tudi Bugo sam pove, da je zmrzljiv. On bo, ko smo mi še vsi res ta spring fall, še s kakšno tenko šic majico spodaj, on je že v zimskih. On ima zimske hlače, zimsko jakno. In tudi prav, da se dobro počuti, da ga drugače zebe, če ni tako oblečena. Ne? Ker mene pa ponovadi, mi je mogoče me zebe v štartu, ko začnemo kolesariti, ampak me ponovadi pol ne zebe več. Ne? In to je toliko stvar posameznika, tako da če si res ful zmrznen, pa ima željo se voziti odzun, ja, mogoče ti si tako rekel, te, ki so na trenažerju, ponavadi potem tudi odzun ne vozijo. Jaz vozim oboje. Ja. Jaz, če je le vreme, če je suha cesta, grem z veseljem na cesto in imam za oblečiti vse komplet za zimsko in debele, dolge hlače, jakno, debelejšo, čevlje, zimske, rukavice, kapo. Tako da grem z veseljem na cesto, pomemben mi je najbolj samo to, da ni preveč mokra cesta, no? Da je vsaj suha cesta, to mi je edini pogoj. Ja, bova mogoče pol lahko tudi, če v teh oblačilih pa to, ali pa če vas karkoli drugega zanima, pa če ste pred nakupom ne vem česa, napište, pa bova naslednji teden več pokomentirala, tako da za ta teden imava tole bolj kratko, čeprav je 50 minut že mi. Ja. Jaz bi pa še rada edin to od vas slišala, mogoče tudi od vas, kakšni imate cilje za naslednjo sezono, tudi mogoče kjer je dirke, kjer je maratoni. Jaz tudi ne poznam čisto vseh slovenskih maratonov, delač od tega, neusponov, tako da dajte vse ideje, tudi tisti, ki ste dali iz okolice Slovenije, pa napište, kje so vzponi, kje so kakšni taki luštni maratončki, pa če nama bo kaj z Anžetom všeč, pa bova prišla na en drug konc, pa bova tudi to pogledala. Ja. Ne, kaj pogledala? Od vozila? Od vozila, no. Ja. Svede. Ja. Od vozila bova. Dobar, evo, do naslednjega